Jernej, imava še par hitrih vprašanj. Pa me zanima, uspeh Talking Tom. Koliko je bilo sreče, koliko je bilo strategije? Če lahko v procentih recimo. Prav trenutek na pravem cajtu, s pravim mindsetom, jaz bom rekel, jajca na mizo in zaupanje in vera 80%, prav produkt, se pravi Talking Tom 20%. Vendar eno brez drugega ne bi funkcioniralo. Se pravi, karakter je bil tak, ki ni imel imena, bila je mačka. Ko so dali ime in so vedeli, kaj hočejo narediti z njo, to je bilo pa tisto, kar so dali founderji v tistem trenutku naprej. Da zmeri mora eno z drugim. Kaj je pa bolj pomembno, tukaj se mi zdi, da je tisto žmoht, ki ga ima skupina, ki dela na temu. Če bi danes začel z nule, bi Talking Tom lahko uspel v današnjem App Store svetu? Verjetnost ultra majhna. Mislim, da ne. Brez enormne investicije od zadaj, pa tukaj govorimo o 100 milijonih, samo neko distribucijo, ne bi uspeli. Zatem si upam stati. Okay. Prej si omenil screen time telefone. Me čistko zanima. Ali podpiraš te omejitve, ki so zdaj v planu, da se otrokom do 15. leta ne bi dovolili uporabljati družabnih omrežij? Mislim tako, če mi kot starši ne bomo znali tega na način kontrolirati, oziroma če ne bodo otroci videli, da preživljati čas sam na telefonu ni najbolj pametna stvar, potem nobena prohibicija tega ne bo rešila. Zmer se dobi načine, kako priti okrog. Tu vidimo z vsem, Avstralija, ko je to uvedla, dejansko se uporaba tega ni nič spremenila. Sam je pa lepa etiketa, nek smo naredili v tej smeri. Če pa naredimo na podlagi izobraževanja, ozaveščenja malo več, pa se bo pa stvari spremenile. Pa tako recimo, parkiri starosti se ti zdi, da je primerno, da otrok dobi pametni telefon? Če bomo gledal po mojih, kot najstniki, imijo, govorim 10 let, oziroma 11 let, hčerka, koliko časa na njem preživi, je pa moja odgovornost in kaj bo delala. Se pravi, katera aplikacija bo imela gor, gre pred parental kontrola in o tem se pogovarjava. Ali pa lahko vsako stvar kontroliram? Ne. Kaj pa lahko narediva z mojo partnerko, je to, da dejansko čas, ko smo skupaj, zapolnimo z drugimi stvarmi. In tako koristimo telefone za tisto stvar, ki doda dodano vrednost, ne pa za tisto just pasa tempo, se pravi, zdaj se mi pa ne da ukvarjati, bod na telefonu. Ok. Pravi, očitno, kako se to dela? Ne? Zmeri. Kako bi v enem stavku ali v parih besedah sebe opisal kot vodja? Kot, jaz bi rekel tako, kot en član od bande. Sem tam, ne znam biti strikten, ne znam biti rdeč, da bom zatežil. Včasih se vidim, da sem preveč popustljiv, bom znal pa špikant v ta pravem trenutku, na prav način. Kar pomeni, da bom vrhal ven iz comfort zona nek način razmišljanja, pa pohnul naprej. Zakaj sem rekel banda? Zato, ko smo špiljali muziko, nikoli nismo bili perfekcionisti. Jaz se zavedam, da nisem perfekcionist. Znali smo vzpostaviti povezave. In če imaš te povezave s svojimi drugimi člani na isti valovni dolžini, pravi, ni treba ogromnih procesov, da bomo prišli do zaključka, temveč samo to, da se pogledaš in začutiš, kam gre, pa bo stvari štimale. In to je tisto, kar se trudim delati kot vodja, kakorkoli že imenuješ to stvar. In še zadnje vprašanje, Jernej. Lihkar smo imeli volitve, ne? Če bi bil minister za gospodarstvo in bi imel to možnost, to moč, kaj bi v Sloveniji spremenil? Ne bi hotel biti minister. Tako ful. Bleso odgovoriti, da kaj bi spremenil? Najprej bi šel do tistih, ki so v gospodarstvu in se z njimi pogovarjal. Ne bi štartal z pisarne, štartal bi na Battlefieldu, štartal bi s temi ljudmi, ki so že naredili nekaj in razumel, kakšne so potrebe, kako spreminjati
bi pa delal vse te stvari na podlagi tega. Pravi, gospodarstvo obstaja, ali imamo ministrstvo ali ga nimamo. Bilo pa zmer način, kako maksimizirati vrednost. Zdaj pa, kaj pa rabi vlada oziroma minister narediti, razumeti, da bo tu še bolj pospešil naprej in omogoče, da bo ta stvar rasla. Ker če bo okolje te pravo, potem bo Slovenija kot taka lahko rasla naprej, drugače pa se bo dobilo načine, da bo dejansko vse stvari šle ven iz Slovenije in bo tukaj ostalo samo še tisto izvajalske storitve, neki servisi, ki nimajo dodane vrednosti. Tega pa noben noče. Jernej, jaz se ti zahvaljujem za tvoj obisk in za super epizodo. Hvala, Martin. Poslušalci, hvala vam. Se vidimo naslednjič. Čau.